Izredne vremenske razmere povzročile obsežne poškodbe elektroenergetske infrastrukture. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Dogodki. Zaradi izrednih vremenskih razmer z obilnim sneženjem in močnim vetrom je na širšem območju severovzhodne Slovenije, med drugim tudi v Pomurju, prejšnji petek prišlo do obsežnih poškodb elektroenergetskega omrežja. Zaradi obilnega sneženja in močnega vetra je na širšem območju severovzhodne Slovenije prejšnji petek prišlo do obsežnih poškodb elektroenergetskega omrežja. Snegolom in vetrolom sta povzročila številne poškodbe drogov, daljnovodov ter druge infrastrukture in povzročila prekinitve v oskrbi z električno energijo. Na terenu so bile ves dan aktivirane vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor, ki so v sodelovanju s civilno zaščito in prostovoljnimi gasilskimi društvi odpravljali posledice poškodb. V Elektro Maribor je bila v ta namen sklicana krizna skupina, v kateri so sodelovali predstavniki podjetja, civilne zaščite, Ministrstva za obrambo ter Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Na novinarski konferenci so predstavili najnovejše informacije o razmerah in poteku sanacije. Razsežnost je nepojemljiva, če primerjamo z žledom v letu 2014. Za območje Elektra Maribor je to bistveno večje kot takrat. Zato se tega zavedamo in gre za čisto sistemske napake na omrežju, na celotnem elektroenergetskem sistemu na tem območju, tudi na prenosnem omrežju na 400 kV, na 110 kV v bistvu prenosnega in pa distribucijskega značaja in pa potem na srednji in pa nizki napetosti. Vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor so bile hitro vključene v odpravljanje posledic vremenskih razmer skupaj z dodatnimi ekipami iz drugih elektrodistribucijskih podjetij in sistemskega operaterja ELES. Tudi tukaj smo vzpostavili povezavo z operaterjem prenosnim z ELES-om, ki nam v tem trenutku pomaga na tej visoki napetosti, in pa tudi z ostalimi elektrodistribucijskimi podjetji, torej z Elektrom Ljubljana, Celje, Primorska in pa Gorenjska. Predsednica uprave Elektra Maribor, Tatjana Vogrinec-Burgar, je ob tem še povedala, da gre za težke razmere v celem sistemu na tovrstnem območju. In zdaj ravno v podpori civilne zaščite, Ministrstva za obrambo, tem Ministrstva za okolje in podnebje in energijo odpravljamo te v bistvu napake. Kot je na novinarski konferenci ob tem povedal minister za okolje, podnebje in energijo, magister Bojan Kumer, se je pri teh izrednih vremenskih razmerah pokazalo, da je potrebno vlagati v distribucijska omrežja. Zato smo tudi v času naše vlade vendarle preskrbeli v okviru načrta za okrevanje in odpornost skoraj 100 milijonov evrov. Res, da je bil ta denar na voljo omejeno časa in da tudi zato, ker so bili predtem mogoče zapostavljeni. Vemo, da v prejšnji vladi so imeli celo vzeto 77 milijonov evrov. Tudi za tega mogoče danes imamo nek manko vlaganj, ampak s temi 100 milijoni plus 68 milijonov evrov v okviru evropske kohezijske politike prvič v zgodovini Slovenije namenjamo za nadgradnjo omrežja, pa potem še iz mehanizma Repower 58 milijonov modernizacijski sklad. Vse to bo v prihodnosti rezultiralo, da bo tudi distribucijsko omrežje bolj robustno, bolj odporno na takšne izredne razmere. Obilno sneženje z vetrom je močno prizadelo tudi občino Grad. Mokri, težki sneg je podiral drevesa, prekinil oskrbo z elektriko, povzročil težave v prometu, zaradi varnosti otrok so zadnji dan pouka pred zimskimi počitnicami zaprli tudi osnovno šolo Grad. Posledice snega so povzročile tudi delno moteno oskrbo s pitno vodo. Več o izrednem dogajanju v občini Grad nam je povedala županja Cvetka Ficko. Ja, kot ste že omenili, je prejšnji vikend oziroma petek in sobota sta bila zelo zanimiva oziroma dogajale so se stvari, katere v tem letnem času nekako nismo
bili pripravljeni, saj se je zima skoraj poslovila. Ja, kot ste omenili, obilno sneženje je povzročilo veliko težav tako pri urejanju prometne infrastrukture oziroma zagotavljanje prevoznosti cest. Moker in težek sneg je podiral drevesa, kar je potem tudi povzročalo zastoje v prometu. Zmanjkala je elektrika, skupaj z ravnateljem sva dogovorila, da se pouk v petek odpove, ker namreč ni bilo elektrike, ni bilo varno priti do šole. Sedaj so pa stvari takšne, da je potrebno sanirati, ker ni bilo elektrike, tudi nekatera naselja niso imele vode. Vodo smo potem v soboto zagotovili z cisterno, ki je bila locirana pri gasilskem domu na Dolnji Slavečih in pri gradu, tako da so tista gospodinjstva, ki niso imela pitne vode, lahko prišle pač po tisto najnujnejšo oziroma vodo, da so lahko imele za kuhanje in seveda za svojo gospodinjsko uporabo. V katerem območju občine je bilo najhuje? Moram povedati, da je bilo nekako celotno območje občine enako hudo, kar se pa tiče elektrike in vode, je pa bil grad in Dolnji Slaveči naselje najbolj izpostavljeno. Županja je ob tem še povedala, da je stanje na terenu zelo hudo. Kako pa poteka sanacija škode? Predvsem se to vidi na poškodovanih cestah, še bolj pa recimo na gozdovih, kjer je ogromno podrtega drevja. Naši delavci režijskega obrata in tudi naš vzdrževalec občinskih cest odstranjujejo, da se potem res zagotovi nemotena varnost v cestnem prometu. Bo pa potrebno še kar nekaj časa, da se pa vsa ta škoda na drevesih odstrani. Verjamem tudi, da je v gospodinjstvih oziroma v sadovnjakih, v privatnem sektorju veliko tega, škoda je ogromna. Županja je ob izjavi ministra za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije, da se je pri izrednih vremenskih razmerah pokazalo, da je potrebno vlagati v distribucijska omrežja, povedala: Zdaj smo bili priča in smo lahko videli, da je tak težek sneg ogromno poškodoval tudi elektroinfrastrukture. Moram povedati, da so nekatere njihove drogovi res bili dotrajani, vendar če ne bi bilo stanje takšno, kakršno je bilo, se do teh velikih poškodb ne bi prišlo na elektroinfrastrukturi. Vem, da vlagajo tudi v infrastrukturo, saj nekatera naselja pri nas imajo že kar precej elektrokablov pod zemljo. Mogoče bi pa res bilo potrebno malo več vložiti v elektroinfrastrukturo. Je pa res, da pa je območje veliko in da so to veliki finančni zalogaji. Tako kot mi planiramo, tako verjetno tudi oni. Izredne vremenske razmere so znova potrdile, da je ključna moč širšega območja severovzhodne Slovenije, med drugim tudi Pomurja, v ljudeh, njihovi solidarnosti in vztrajnosti. Želimo vam prijeten večer. Lep pozdrav!